Kako bi izgledala socialna omrežja, če bi obstajala, recimo Twitter pa Facebook leta 1932? Najbrž kot propagandno gradivo za politično stranko, nacistično ali komunistično. Socialna omrežja so danes v službi, so v zadnjih 20 letih odigrala nekako vlogo pritegnitve svetovnega prebivalstva pred ekrane. In potem polarizacije. In sedaj, ko je populacija prikovana pred ekrane, je pač možno marsikaj. Ne? Je nekako možen ta prehod v digitalnost. Ne? Zdaj, tu je seveda na nek najbolj perfiden način potekala ta pritegnitev k ekranom skozi družino, skozi neke pritlehne strasti, skozi prikazovanje spet neke idile, se pravi te neke človeške šibkosti, ki so znane, ne? Ki ta človeška psihologija pač... Poslovni model sva omenjala že prej, ne? Tako, ne. Ampak, ja, kot pravim, popoln nadzor nad človekom in človeštvom ni možen nad človeško družbo in tudi v času digitalizacije verjamem, da bodo obstajali in obstajajo prostori svobode.